Spoštovani gostje, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v Prosvetnem društvu Podgora. V veliko čast nam je, da lahko danes v naši mali vasi, tukaj pod Kalvarijo in ob Soči, gostimo tako ugledne goste. Z današnjim večerom začenjajo niz dogodkov, s katerimi bomo udeležili 90. obletnico nasilnega napada na Lojzeta Bratuža in njegove prezgodnje smrti. Dogodek, ki je zaznamoval naš kraj in našo skupnost, se je zgodil le nekaj metrov od todu, v naši cerkvi. Spomin nanj je še danes navzoč v Podgori. Na spominski plošči na sedežu našega društva, na Bratuževem trgu pred cerkvijo, pa tudi v kulturnih poteh, kot je Ljubkina pot, ki obiskovalce povezuje z zgodovino našega kraja. Današnji večer pa je posvečen drugi pomembni obletnici. Minilo je 35 let od osamosvojitve Slovenije. Veseli nas, da niz dogodkov začenjamo prav z razmislekom o dogodku, ki je pomembno zaznamoval zgodovino slovenskega naroda. Podgora je danes predvsem kraj srečevanja in sobivanja, tudi z italijansko govorečimi sovaščani. Slovensko govorečih domačinov je iz leta v leto manj, vendar ostajamo zvesti svojemu jeziku in kulturi. Naš pevski zbor še vedno poje slovenske pesmi, naše društvo pa je pred kratkim praznovalo svojo 100. obletnico. Dokler bomo skupaj negovali slovensko besedo in kulturo, to v Podgori ne bo utihnila. Hvala, ker ste danes z nami. Želim vam prijeten večer. Dober večer vsem, lepo je vas videti v takem lepem številu in tudi, da se prepleta, kot se prepleta na Goriškem ta naša publika iz obeh strani nekdanje meje, torej zamejska in matična. Goriške večere prireja skupina ljudi, ki od vekomaj živi ta naš čezmejni prostor in glede vsebin, in glede ljudi, in glede vsega. Mi presegamo te meje, ki sicer so bile le za krajši čas del naše zgodovine, so pa še globoko zarezane v našem zgodovinskem spominu, ampak tudi na to se bomo privadili, da je ta naš prostor ponovno skupen. Z našimi goriškimi večeri se po tem prostoru tudi premikamo in vedno v krajih, kjer smo dobro sprejeti, kjer so sprejete tudi naše vsebine, ki niso vedno recimo zelo prisotne tukaj pri nas, ki z vsebinskega vidika je bolj zaprt prostor, ampak mi verjamemo v pluralizem in v soočanje, sprejemanje, poglabljanje tudi tematik, ki niso recimo najbolj žetonirane. Premikamo se po prostoru od Nove Gorice do Šempasa, do Kostanjevice, do Števerjana, do Gorice. Danes smo tu v Podgori. Hvala, Danijel, za gostoljubje, da smo v tem lepem prostoru, ki ima tudi plan B. Danes popoldne bi lahko tudi imeli plan B in torej bi šli v to vašo lepo dvorano, ki ima to lepo sliko tudi Albine Pintar, Goriške, Gorice in pa tudi Podgore. Današnji večer, kot rečeno, je posvečen ključnemu dogodku, ki se je zgodil slovenskemu narodu v njegovi večstoletni zgodovini, in to je uresničitev večstoletnih sanj, kar je bila osamosvojitev Slovenije, ki ni bila samo osamosvojitev, ampak tudi demokratizacija. Ta drugi del se bolj malo poudarja, in sicer, da smo iz enega režima, ki ni bil demokratičen, dobili ne samo samostojno državo, ampak tudi državo, ki je demokracija, ki sicer ima en svoj bolj počasen tempo razvijanja demokratičnih vrednot. Še danes so monopoli prisotni, ki zavirajo to tranzicijo, ampak, kako bi rekla, marsikdo, vključno z nami, čuti, da ta tranzicija se zaključuje in Slovenija oziroma matična država, kot jo še glavnina zamejcev imenuje Slovenijo, postaja normalna država in v naslednjih letih se bo to prav gotovo pospešilo. Naši gostje so tri znana imena, tri odlična imena, trije prijatelji smo, če lahko se vtikamo med pogovorom, se lahko tudi vikamo, da smo bolj nobel, ampak bi bilo čudno, bi izgledalo, ne, Marjan, ne vem.
Okay. Če začnem tukaj pri svoji levi, Marjana Poznič, ona je odvetnica rojena in ki živi v Buenos Airesu, zavedna Slovenka in je prav, kako bi rekla, utelešenje te sintagme, ki jo mi nazivamo argentinski čudež, torej skupnost, ki po več generacijah, ki izhaja iz politične migracije, torej v Argentino ni prišla iz ekonomskih razlogov, ampak ker so bili politični begunci njeni predniki, ohranja še danes v današnji generaciji mladih zavedno jedro in tudi, kar je najtežje v taki zdomski skupnosti, ki živi daleč, tisoče in tisoče kilometrov daleč od domovine, ohranja slovenski jezik. Večkrat je nastopala v naši sredi, pred nekaj leti tudi na Dragi smo imeli omizje, sicer pa je reden gost naših medijev in marsikaterih dogodkov. Če vam zveni domače njen priimek, Poznič je tudi znan duhovnik v Sloveniji in to je njen brat, župnik v Ihanu in tak, recimo, duhovnik jasnih načel, če lahko se tako izrazim. Ob Marjani bi morala prvo jo pozdraviti, ampak smo rekli, smo prijatelji, zato bo bolj sproščeno, je dr. Helena Jaklič, ki jo vsi poznate, odlična ministrica, danes državna sekretarka v četrti Janševi vladi, sicer zgodovinarka, publicistka, avtorica odličnih kolumn, komentarjev in še bi lahko naštevali. In pa gospod Marjan Markežič, ki tukaj res ne potrebuje predstavitev. Ne bomo našteli vse župnije, cerkve, občestva, za katero odgovarja od Brd pa do Gorice in tudi do Podgore. On je Ištrijan, kot pravi o sebi, torej izhaja iz te naše sosednje regije oziroma dežele, večjezične. Ampak ker je že skoraj pol stoletja tu pri nas, ga imamo za zamejca. Pri njem te prevzame pač ta mladostnost, ta energija, ki jo ima odvedno, odkar pomnimo. Tisti, ki pač imamo več kot pol stoletja, smo odraščali, recimo ne pod njegovim krilom, ker ga ni nikoli nosil. Tako da odlični sogovorniki, zato da lahko spregovorimo o tem, kako bi rekla, nasmehu zgodovine, bolj kot čudežu, ker kot za argentinski čudež, oni nas vedno popravljajo, da to ni noben čudež, ker je sad trdega dela, tako tudi osamosvojitev Slovenije je bila le delno čudež, je bil nasmeh zgodovine, kot je rekel Lojze Peterle. Je bilo tudi delo pomembnih osamosvojiteljev, 10-dnevne vojne, ki ni bila nobena operetna vojna, ampak je bila prava vojna in zaradi dobre pripravljenosti je lahko trajala samo 10 dni. Ampak zdaj bom predolga, ker jaz nisem predavatelj. Bi začeli prav s prvim vprašanjem, ki je vezan na ta čas pred 35 leti. Torej, junij 91. Kje ste takrat bili? Kako ste doživljali tisti čas? In kako danes doživljate to samostojno Slovenijo, o kateri prepogosto beremo, da nas je razočarala, da ni nobena Švica, da bi lahko bilo bolje in tako dalje. Medtem ko v resnici res je to bil nasmeh zgodovine, nad katerim bi morali biti vsi ponosni. Začnemo z Marjano, s tabo, ki si recimo od najbolj daleč prišla. Tako se slišimo? Ja. Dobar večer, hvala, da ste prišli poslušati. Bom prvo popravila Eriko, ne v Argentini ni bilo čudežev, naj vam bo jasno. Tam, morda jih bomo še potrebovali, kdo ve, ampak ne, do zdaj jih ni bilo. In jaz z veseljem in trdo delamo in so delali za vse to, kar je narejenega slovenskega tam. Torej, kako je bilo leta 91, jaz sem takrat imela 25 let, sem šele nekaj mesecev prej prvič bila v Sloveniji, do takrat sem Slovenijo poznala samo iz slik, pripovedovanj, iz slovenske sobotne šole, ker smo se veliko učili, pa je bilo nekaj, kar se mi je do čisto malo časa prej zdelo skoraj nedosegljivo, sploh nisem razmišljala veliko o tem, če bom kdaj to spoznala, ne. So bili drugi časi, nismo morda toliko potovali. Je pa ta proces osamosvajanja iz Argentine smo ga res zelo spremljali. Po eni strani skupina starejših oseb, ki so že iz Slovenije odšli kot politiki,
nekdanjih časov in so tisto demokratsko politično delo, svobodno politično delo ohranili v diaspori, ne sami, v stiku z drugimi izseljenci, recimo v ZDA, v Avstraliji, drugod po Evropi, in oni so vsa leta sanjali, konkretno sanjali o tem, da bo Slovenija enkrat samostojna, da se to res bo zgodilo, in so skupno na svoj način tudi v ta namen delali in prispevali. In to je eno delo, ki morda danes ni tako vidno, ker seveda najbolj je izpostavljeno to, kar se je zgodilo v Sloveniji sami, ne? In gotovo, da je bilo to najbolj odločilno, ampak ne gre zanemariti vsega tega, kar se je dogajalo skozi leta v diaspori, da se je ohranil demokratični duh med Slovenci. Ko se je zgodila osamosvojitev, seveda smo praznovali. V Buenos Airesu smo imeli eno ogromno manifestacijo sredi mesta, ne? Morda ste kdaj videli kakšno fotografijo ali kaj takega, velika, ne vem koliko, veliko nas je bilo, ne vem, morda 1000, zbranih na trgu, in takrat smo že, poleg tega, da smo praznovali, zahtevali in prosili za mir, ker takrat je jugoslovanska armada že napadla Slovenijo, to je bilo tisti prvi teden. In delo se je potem nadaljevalo tako, da je vsak od nas, kdor je pač mogel, ne, trkal na vsa mogoča vrata, da bi Argentina čim prej priznala Slovenijo. Nastala je velika akcija obveščanja, kdor je le mogel, je stopil do kakšnega medija in javnosti sporočal, ne, nastala je nova država, napadli so jo, to državo je treba priznati, da bo mir, da bo doživela mir in da bo lahko to samostojnost okrepila in ohranila. Kako je to nadaljevalo, že veste, ne? Argentina je bila med prvimi državami, ki je nekaj mesecev po osamosvojitvi, januarja 1992, že priznala Republiko Slovenijo. Kaj pa danes? Kako na to gledamo danes? Življenje izseljencev, življenje diaspore se je gotovo spremenilo zaradi tega, ker je zaradi osamosvojitve. Slovenija je postala za vse nas nekaj konkretnega, država, katere s časom smo lahko postali tudi mi del kot državljani, kar čisto spremeni odnos nekoga, ne? Ni samo neka domovina, dedov, prednikov, neznana, sanjana, ki so jo pogrešali, del neke nostalgije, ne, postala je nekaj konkretnega, postala je nekaj, kar smo želeli spoznati. Nekateri so prišli nazaj ali naprej, kot vsak to razume, nazaj ali naprej v Slovenijo, ne. Velika skupina Argentincev se je selila v Slovenijo, torej skupnost se je spremenila zaradi tega, in jaz sem prepričana, da verjetno danes morda ne bi več obstajala, če samostojne Slovenije ne bi bilo, ker to je dalo neki nov smisel temu, da smo Slovenci, ne. Kdor tam v Sloveniji ni bil rojen, se veliko lažje identificira z neko demokratično državo, kot z eno od držav za železno zaveso, ki je ni mogoče obiskati, ne, kjer ni svobode in ki je tako drugačna našemu zahodnemu svetu. Hvala, Marjana. Bi dodala še, ko imaš, pač spoznaš ali imaš stike z vašo skupnostjo, Slovenci, ki živijo v Argentini in izhajajo z povojne migracije, politične migracije, te prevzame to domoljubje in to navezanost na Slovenijo. In te maturante vaše iz srednješolskega tečaja, ki jih vsako leto vabimo v naše kraje in tudi letos bodo tu pri nas, bodo tudi v Podgorju, ampak o tem bomo govorili kasneje. Smo jih nekoč vprašali v avtobusu, ko smo se vozili čez mejo, tam pri Erjavčevi, ko greš iz Italije v Slovenijo oziroma z Gorico v Novo Gorico in ni več mejnega prehoda, smo jih vprašali, kako vam deluje ta Slovenija, o kateri ste toliko slišali, toliko govorili, toliko študirali, je še lepša od tega, kar smo študirali med sobotnimi šolami. Toliko samo kot dodatek
o tvoji skupnosti, kateri pripadaš in iz kateri izhajaš. Helena oziroma doktor Jaklič, bomo bolj formalni, ker ste državna sekretarka. Torej, kako si pa ti doživljala tisti čas junija 91? Mislim, da tukaj si najmlajša med nami, jaz sem takrat bila maturirala. Kako si bila takrat ti, ko se je vse to dogajalo, in kako doživljaš danes, ne kot politik ali pa kot nekdanji minister in današnji državni sekretar, kako doživljaš to matično domovino? Dober večer tudi v mojem imenu. Najprej moj spomin, če segam zdaj v leto 91, jaz sem bila takrat res še otrok in so slike ne tako zavestnega tega, kar se je takrat dogajalo, ampak posamezni utrinki pravzaprav mi ostajajo iz tistega časa. Kot en tak je bil recimo pod našim hribom, tam, ko sem doma, so iz vojašnice v Novo mesto šli tanki in so se peljali pod našim hribom. Mi otroci smo jih gledali in se pravzaprav nismo niti zavedali, kaj gledamo. Ne, da se pravzaprav ti tanki peljejo v spopad, da so tudi tanki namenjeni pravzaprav v obrambo nove mlade domovine. Spremljam, sabo nosim ta občutek zaskrbljenih staršev, kaj se bo dogajalo, kaj se bo zgodilo, kaj nas čaka, še posebej te slike, ki smo jih lahko po televiziji takrat spremljali ob mejah, ki so bili tudi že tudi eksplozije. Drugače pa in pa tega občutka, ki ga ne znam niti ne danes ubesediti, verjetno, ker si res kot otrok ne razumeš, kaj se pravzaprav dogaja, hkrati pa nosiš en spomin na to, da se je takrat dogajalo nekaj res pomembnega in to je bilo čutiti. Moram reči, da v naši družini smo, pač kot veste, ali pa nekateri veste, po očetovi strani sem kočevarka, po mamini strani Slovenka in je bil že ta odnos do tega, kdo si, vedno je pač smo rastli s tem gor, s tem lepim odnosom do slovenstva in pa tudi do kočevarstva in se mi zdi, da takrat, leta 91, nekje je bilo to v zraku, da dobivamo neko svojo državo, zdaj otrok težko predstavlja, kaj je to država in tako, ampak ta občutek nosim s sabo in zdi se mi, da najbolj pretresljiva stvar, ki pa mi ostaja iz tega časa spet kot ena zgodba, je šele potem, ko je bila že konec vojne, ko je bilo poletje mimo, in smo prišli prvi dan v šolo, v pač osnovni šoli in nas je učiteljica na začetku pouka. Prva stvar, ki mi je povedala, načrt, da kako se moramo umakniti v primeru alarma za bombni napad. To mi je pa ostalo res tako močno v spominu. Se mi zdelo, smo kot otroci gledali in takrat razumeli, da je to nekaj strašnega. In zdaj, če se pač skočim v sedanji čas, jaz sem res vesela, da imamo svojo državo. Zdi se mi, da je res uresničitev vsega tega sena tisočletne slovenske zgodovine in da to niso samo besede, ampak da bi bili veliko kar se spomnim, kako bi naši predniki so v 19. 20. stoletju recimo res delali za slovenstvo, zato da bi slovenski človek začutil to, kdo je, da bi slovenska beseda postala res beseda vseh ljudi, ki so živeli na našem prostoru. In se mi zdi, da bi bili verjetno tudi oni veseli tega, da se je to uresničilo. Zelo sem občutljiva in velikokrat popravim svoje sogovornike, ko imajo negativno odnos, ko govorijo, država je takšna, je skorumpirana, država je slaba, država nam jemlje in tako. Pač država smo mi vsi. In zato jaz na nek način ne prenesem negativne besede o državi, ker država je nekaj, kar mora nam biti blizu, na kar moramo biti ponosni, kar moramo oceniti, za kar moramo delati. Lahko je politika slaba, lahko so, ne vem, posamezniki, ki delajo slabo pač v državi. Ampak ne smemo vsi pustiti, tako pa sama gledam, pustiti, da bi po 35 letih Slovenijo videli kot nekaj slabega, ker to pač ni. Ja, mi, ki živimo tu ob meji, v Sloveniji sledimo od blizu, ampak ne od znotraj. Sedaj tega razočaranja, o katerem si ti govorila, koliko je v realni družbi in koliko ga je v javnosti oziroma v medijih. Torej vprašanje
to navdušenje iz 80-ih let, od slovenske pomladi dalje, se je še ohranilo in to razočaranje je samo nekaj, kar dobimo v časopisih in po spletu, ali je tudi recimo nekoliko bolj usahnilo med ljudmi? Verjetno velja oboje. Da je nekaj pač ta medijsko ali pa ta javnem prostoru kot tak odmev, ki se vedno znova vrača kot nekaj negativnega, kot nekaj, kar pač obžalovanje, da pravzaprav nam je bilo nekoč v eni drugi državi bolje. In se zdi, da se potem posamezniki, ljudje pač hitro pozabimo slabe stvari in postane naš spomin samo spomin o nečem lepem. In to se velikokrat vidi, tako da bi rekla, da to družbena klima, ki je pri nas velikokrat zelo negativna ali pa nastrojena tudi proti slovenski državi, da včasih pade tudi na posameznike, tudi na ljudi. Ampak, ko pa se vi srečate, recimo, tako kot recimo zdaj, ko so bile te obeležitve 35. obletnice in ste prišli na dogodke, ki so jih organizirali zunaj Ljubljane, čeprav moram letošnjo proslavo, državno proslavo vendarle pohvaliti, da je nosila en ta domoljubni naboj in je bilo to veselje bolj čutiti kot pretekla leta. Ampak, ko pa prideš med ljudi, če rečem na deželo, pa vidiš, da je še vendarle to zavedanje, da naša država je naša, da je lepa, da je vredno zanjo delati, se truditi in da pravzaprav se prenaša tudi en tak lep odnos do Slovenije. Hvala, Helena. Marjan, gospod Marjan, torej kot duhovnik, zdaj to razočaranje verjetno je prisotno pri tistih, pri katerih Slovenija ni bila intimna opcija. V cerkvi je bila samostojna Slovenija vedno intimna opcija, brez cerkve, brez katoliških, brez vernikov, brez cerkve z malo in veliko začetnico, verjetno tudi plebiscita, samostojne države in tako dalje ne bi imeli. Cerkev pa je bila v prejšnjem režimu sovražnik številka 1, to je že definicija. Kako si ti kot duhovnik, kot mlad duhovnik in tudi kot človek akcije doživel ta čas, junij 91 in kako gledaš danes na matično domovino? Jaz sem junij 91 začel živeti že leta 1965, ko smo na ciklostil natisnili v Kopru, so me pustili zraven kot najmlajšega, prvo številko ognjišča. So me pa pooblastili, ker poznam tudi hrvaški del Istre, da sem 20 izvodov raznesel v sosednje župnije hrvaškega jezika. Vsi so to sprejeli zelo dobro in mi smo v tistih časih bili v Kopru, 60 nas je bilo, smo Cerkev Svete Marte spremenili v teater. Vsak mesec smo imeli eno predstavo, po možnosti tako, ki je izzivala. En problem je bil na obali ali v hrvaški Istri, mi smo naredili iz tega en skeč. In potem smo šli okoli s fičotom, 600, za tiste, ki ne ve, kaj je fičo, v 8 noter z opremo za teater in tudi za majhen ansambl, tudi baterije. In mi smo takrat v tistih časih tudi švercali literaturo iz Argentine in drugih koncev, ker to smo lahko. Mi smo šli po gozdu z motokrosi in nas niso nikoli ulovili. So pa vedeli, kje smo bili in koga smo srečali, vedno, tako da imam jaz drago udbo v spominu že od 14. leta naprej. Ampak nikoli niso nič takega naredili, razen tega, da so nas nasmejali. Potem sem bil nedeljski, torej konec tedna sem hodil iz Ljubljane, 6-letnik še, kot duhovnik, pomagati na Pivško in na Postojnsko. Umrla sta 2 duhovnika v kratkem in potem sva z Bogdanom Špacapanom si delila na hitro vse to. In tam sem spoznal eno skupinico mladih, mojih let recimo, in med temi še posebej preko župnije, preko športa, rokometa seveda, je bil vodja en fant, Požar Stanislav. Vsi so ga klicali Stanči. To je bil tisti, ki so ga 2. julija ubili
jugoslovanski vojaki. In on je znan po tem, da je bil prva žrtev na Primorskem te samostojnosti in on je nekaj let delal kot ključavničar v pivški vojašnici. In on je v tistih dneh onesposobil več kot 100 tankov. En del so prišli v Rožno dolino in en del sem jih jaz tiste dni srečal nad Črnim Kalom, ko smo naredili barikado. In ko so bili jezni, ko niso mogli uporabljati svojega orožja, ker on kaj je napravil? Tistih iglice, ki sproži, je malo pobrusil, vzel van in tako naprej. In tisto niso imeli rezervnih delov. In zato so bili tudi živčni, posebej v Rožni dolini in na Škofijah. In v Rožni dolini sem jaz bil večino časa tistega tedna slovenske vojne. Ker, kako sem prišel noter? Preko bratranca, ki je bil pri tajnih službah italijanskih in so z Goriške prašali tudi v Trstu, kjer je on deloval, kakšne pomočnike, ker Italijani od Digosa, tajnih služb, niso zaupali Slovencem, niti ko so ujetnike zamenjavali. In nekega večera so prišli k meni in so rekli, poznaš brata Marušiča in tega in onega? Sem rekel, poznam tako na vides. In zato sem poklical mojega sošolca, kolega, ki je bil župnik v Solkanu, in potem sva šla skupaj, kar nisem mogel jaz povedati, je povedal on in obratno. In jaz sem začel že zadnji dan maja, junij, kot vedno. Ta fant, Požar, Stanislav, sva se srečala v Postojni, jaz sem šel po opravkih, je rekel, Marjan, eno noč pripravi se. On in še drugi sta organizirala, da smo, jaz sem imel čas samo 3 ure, ampak sem si napravil 12 žuljev, ko smo spraznili skladišče tistega orožja, ki ga je Kučan vzel teritorijalni obrambi. In mi smo samo spremenili prostor tega orožja. Že, ki smo pri takih akcijah, jaz sem bil 24. in 25. junija pri enem stricu v Slovenski Istri in takoj v kopalkah na traktorje, na kosilnice in vse, in sem bil opečen cel. Ob 11. uri zvečer, ko so že tanki prihajali iz Pivke in Postojne in iz Reke tudi na obalo, smo se ob 11. uri 3, ki smo bili skupaj pri vojakih, pri diverzantih, sklicali. V 5 minutah se dobimo na koti 621. Po noči smo se dobili gor, vsak je vzel orodje, ki naj bi mu prišlo prav, in smo s pomočjo kmetov tam bližine napravili barikado nad Črnim Kalom, zdaj je široko tam, takrat je bilo eno ozko grlo in tam ni mogel, če si napravil par metrov visoko barikado, ni mogel nihče peljati, niti tank. Okoli, na obeh straneh, prepad ali pa gozd. In tako da smo potem, sem dal, ko so prišli teritorijalci, ta pravi, smo rekli, imate kaj orožja? Niso imeli nič, bogi. Smo rekli, mi naredimo eno našo. Smo dobili ene hlode velike in smo na to barikado obesili hlode. Med tem časom so nam iz Luke Koper eni prijatelji pripeljali en kamionček vrvi, tistih od ladij, ta velikih, in smo napravili finto. Smo dali PVC, plastiko namesto vrvice zažigalne. In potem smo, ko smo to našo bravato, bi rekli na Goriškem, posebnost, so bili, smo jih ulovili noter, 2 tanka in par kamionov, so bili nestrpni, so začeli streljati. Ampak mi smo se že postavili tako, da če bi streljal kdorkoli, bi streljal nase, za hribček. In moja naloga je bila takrat te vrvi povezati na
železne palice, 1,5 metra, in jaz sem tolkel to noter z macolo 12 kilogramov. In takrat, ko so začeli streljati od spodaj, je tisti, ki mi je držal baterijo, osvetljeval glavco tega železnega piketa, je ugasnil, ko so streljali. Jaz sem bil že gor, sem šel po piketu, sem dal proč roko in prst je ulovilo na skali. Je začela teč kri, sem povezal in med tem časom potem so nam pripeljali 3 motokrose in smo šli dvigniti slovensko zastavo in tablo Republika Slovenija na Škofije. In smo dobili prejšnje dni enega snemalca, prijatelja, ki je delal za BBC in je prišel tja, je posnemal in jaz se ga peljal v Ronke. Ob 11. uri predpoldne je bil povzetek in jaz sem videl posnetek in sem gledal, kako kaplja, sem bil skrit za grmom in za tablo, kako je par kapljic krvi z tega mojega kazalca kapljalo. Tako da sem dal 12 žuljev in 1 noht za slovensko samostojnost. Hvala za to zelo dragoceno pričevanje in tudi za to pripovedovanje. Te prav vidimo, ker te poznamo iz drugih takih udarniških. V Rožni dolini, ne? Tam so začeli, da bojo streljali. Pa kaj nadelo, ni streljalo nič. Ne? In potem, ko je bilo že odločeno, da gre za res, da bo prišlo prej ali slej, da bo prišel ukaz, da je treba končati z igračkanjem, ker Srbi, vojaki, niso razumeli pogajanj, ker so, kljub temu, da so govorili, je ta držal kalašnikov nasproti človeku. In smo še z enim prijateljem, smo šli z Makedoncem, tisti, ki je potem zgorel noter, Trajkovski v tanku, ker je prišel ukaz streljati in takrat se je končalo v Rožni dolini. Potem, zanimiva stvar, so bili ti ujetniki, bogi, posebno šiptari, z Kosova. Kam naj grejo? V vojski ne morejo ostati, ker če jih peljejo s sabo in bojo kaj naredili. Domov ne morejo iti, čez mejo. In smo jih lepo, jaz sem imel pri meni v Lojzevišču takrat še mladinski dom, po 20-30 fantov na noč so prespali, se preoblekli, umili, smo jim dali kaj za jesti in zjutraj na vlak. V Žabnice. V Žabnicah je čakal kdo? Profesor Kramer. In je peljal proti Ojsterniku in pokazal, dal na svete kot domačin. Kot leta 45 je bilo isto. Kot 45, več ali manj je bilo isto. In mislim, da se je zabaval. Tako. Hvala za to tvoje pričevanje. To je bilo leto 1991, spregovorimo o letu 2026, bolj politično vprašanje, Helena. Že 35 let mi govorimo o neuresničeni tranziciji. Prišel je čas, takrat po osamosvojitvi in po prvi Peterletovi vladi, ko se je začelo vse premikati počasneje. Sedaj pa v zadnjem, recimo med zadnjo vlado, med zadnjo Golobovo vlado, smo bili priča eni histeriji, ki doslej je ni bilo. Sedaj histerijo lahko marsikdo bere, vsaj jaz jo tako berem, kot občutek, da prihaja do nekaterih sprememb in so nekateri monopoli, ki se krušijo in se končujejo. Imaš tudi ti ta vtis, ki si bodi si, ker deluješ v javni upravi, bodi si, ker si bila že v politiki in si še danes, da vendarle prihaja čas, ko se ta slovita tranzicija zaključuje in da ta nova vlada bo res prinesla nov čas. Ja, zahtevno vprašanje, bi skoraj rekla. Spomnim se pred leti, ko je bil še živ Andrej Capuder, ki je bil tudi minister v prvi slovenski vladi. V Tinjah je bilo na teh novoletnih srečanjih, ki imajo vsako leto, pravijo, in je bilo vprašanje tudi o slovenski samosvojitvi in o času, takrat je bilo nekaj, pač ne vem koliko let nazaj, in on je takrat dejal, in tisto mi je dalo zelo močno misel, je rekel, ko smo leta 1991 osamosvajali Slovenijo,
je bilo potrebno zbirati med dvema procesoma, slovensko osamosvojitvijo in demokratizacijo. Je rekel, hkrati se ni dalo peljati obojega. Treba je bilo izbirati in odločili smo se, ker je bil takrat se nam je zdelo edini pravi čas, edini trenutek v zgodovini, kot si prej rekla, nasmeh zgodovine, ki ga je treba sprejeti, zato da Slovenija postane samostojna država. In posledica tega je bilo, da so v bistvu vse strukture, razen nekaj malega v politiki, ostale pravzaprav iste, kot so bile v prejšnjem sistemu. In to vse strukture v vseh področjih našega javnega življenja, na področju sodstva, na področju politike, na nekaj manj, ampak kulture, izobraževanja. In to se je poznalo. To je resnično držalo pravzaprav vsa ta 30-letja, da nikakor tudi z medijskim monopolom, ki smo mu priča v Sloveniji, verjetno si nekdo, ki živi zunaj Slovenije, težko predstavlja, da je naš medijski prostor res izredno monoliten in zelo zaprt, ideološko zaprt, in to govorim zdaj o teh javnih medijih, te, ki so v bistvu financirani tako ali drugače z javnim sredstvi. In šele v zadnjih letih, lahko bi rekli prav v zadnjih 4 letih, ko so se res dogajale v Sloveniji pod prejšnjo vlado stvari, ki bi se nikoli v samostojni demokratični družbi ne bi smele. Rekla, da je prav odražale so v tem, kot primer, ko odmevaš potem, da ukineš muzej slovenske osamosvojitve, da razmišljaš in si želiš postaviti nazaj v protokolarni obreg države nekdanjega diktatorja, ki mu je tudi ustavno sodišče, slovensko ustavno sodišče mu izreklo kritiko nekoga, ki je pač sinonim kršitve vseh človekovih pravic, temeljnih svoboščin in je tudi pojem neke totalitarne družbe, ki si jih naj bi nihče več ne želel nazaj. Se mi zdi, da je pa začutek bilo točno to. Namesto, zdaj umik iz tega javnega medijskega prostora, ki je tako obvladan, se je vendarle pretok informacij, ki so jih tudi predvsem mladi dobivali ali pa jih dobivajo, preusmerili v družbena omrežja. In to se tudi čuti, to se je potem sedaj tudi poznalo na volitvah, ko so pravzaprav za neko to nomenklaturo, za to, da te, ki, če tako rečem, že ponarodelo, ki jim Slovenija ni intimna opcija, se pravi ti starejši, ki so še vedno glasovali, rekla, za nadaljevanje tega, kar smo zadnje 4 leta gledali, da se je to spremenilo. In to res prenaša upanje. Prvič v 35 letih imamo kot slovenska država vlado, kjer ni bilo potrebno narediti na nek način. Bilo je seveda neverjetno, kako smo prišli do te vlade, že 4. Janševe vlade, ampak ne sestavljajo nobena stranka nekdanjega, rekla, teh, ki predstavljajo nek levi politični pol. In upanja so. Zdaj se mi zdi, da tudi v Sloveniji nekje čutiti, lahko da se motim, ampak imam občutek, da si pravzaprav ljudje ta hip ne želijo, da se vrnejo vsaj za nekaj časa, kot ko rečem, ta norost, ki smo jo bili gledali 4 leta. Ko se je zdelo, da smo priča nekemu razkroju tudi pravzaprav slovenske države na vseh področjih, ki so pomembni za človekovo življenje. In da ta vpliv, izgubo, najpomembnejše pa se mi zdi, ta izguba res vpliva javnih medijev. S tem pač lahko se odpira pot, da bi Slovenija res zaživela to demokracijo tako, kot si jo želimo, oziroma taka, ki bi pač morala biti pluralna, to ne pomeni spet monolitna, ampak pluralna, hkrati pa svobodna, kjer je menjava oblasti nekaj popolnoma normalnega. Ne, da je tako, da pri nas smo doživljali, pa zdaj še vedno doživljamo te, ki pač so zaradi pač čisto v demokratičnih procesih, ki jih pač pripeljajo volitve, morali se stopiti z oblasti, da se počutijo popolnoma zgubljeni in se zdi, da če niso na oblasti oni, pomeni, da v Sloveniji ni demokracije. To je nekaj skregano z prav načeli, najbolj osnovnimi načeli demokracije. Tako da res mislim, da jaz upam, in mislim, da tako kot si že rekla, da je to en začetek res končno zaključka zelo, zelo dolge tranzicije. Menjava oblasti je seveda temelj vsake demokracije in demokracija se tudi ocenjuje potem. Sedaj
nekaj, kar se ni še zgodilo v teh 35 letih, da bi imeli predsednika ali predsednico republike, ki bi izhajala iz pomladne strani. Naslednje leto so predsedniške volitve, misliš, da je to priložnost tudi za ta nadaljni korak na eni poti demokratizacije? Ja, sama kot pač bom rekla, taki zastopam ali pa so mi blizu vrednote slovenske pomladi, si seveda zelo želim, da bi se tako zgodilo. Mislim, da je to potrebno, če hočemo, da Slovenija res zadiha to, kar je pač 35 leti si želela. Če gledamo, bi želela na tem mestu vseeno pohvaliti prejšnjega predsednika države Boruta Pahorja, ki sicer je prihajal z levega svetovnonazorskega prostora, pa se zdi, da je vendarle odpiral prostor široko, se pravi sprejemal na nek način po obisku Argentine. Tako je tudi sam pripovedoval, da kako je, vse to bi Marjana še bolj vedela povedati, ampak se spomnim, ko je leta 2016 prišel v Argentino, Primorec, si predstavljate, Primorec z vso to zgodovino, ki jo ima, Primorska še posebej zaznamovana s tem odnosom pač proti fašizmu in vse, kar je bilo, se pravi, kar kaže na neko protirevolucionarno stran, da je kot nekaj najslabšega. In ko je prišel v slovensko skupnost in se tam srečal z najbolj pristnim domoljubjem, z res tistim, ne samo ohranitvijo jezika, ampak s to ljubeznijo, ki jo je tam začutil med rojaki, je tudi sam povedal, da se je zjokal, da je tam res, od tam naprej se zdi, da je nekje spremenil ta kurs širšega pogleda. In bi rekla, da ja, mislim, upam, da je Slovenija pripravljena na to, da bi naslednje leto dejansko dobila tudi predsednika, predsednico, ki bi prihajala iz pač tega pomladnega kroga. Pa ne mislim zdaj starih 70 plus, ne? Da bi bili ta pomladni krog izpred tistih časov, ko so slovensko, ko samo osvajali, ampak pač neka generacija, ki ne živi več nostalgijo po socializmu, ne živi več v nostalgiji po pač Jugoslaviji, ki je prešla in ki vidi kot Slovenijo, svojo samostojno Slovenijo kot res svojo intimno opcijo. Marjan, si hotel kaj dodati k temu? Hotel sem to dodati, da, kot je rekla Helena, da ne morejo živeti, če ne vladajo. In to je jasni dokaz, ko se zdaj kregajo. In en drugmu očitajo to in ono. Saj ne morejo drugače. So bili tako vzgojeni, jim je bilo vse dano. Recimo, jaz kot študent nisem mogel dobiti štipendije. In sem bil odličen. In sem ponosen, da si potem štipendijo sam služil. Od Trsta do Liverpoola, vseh 13 počitnic in tako nimam nobenemu, nisem nikomur nič dolžan. In to je bila tudi moja želja že od začetka, ko sem doma po 7. razredu, po 2. srednji rekel, če bom kaj vprašal, mi daste, če ne, hvala. Velja še zmeraj tisti hvala. In že, ker imaš mikrofon, bi tudi ti odgovoril na to vprašanje, če se ti zdi, da res ta tranzicija se zaključuje in recimo ta počasen proces, ampak vztrajen, ker je vedno šlo naprej, ampak recimo počasneje se zaključuje in bo vendarle zadihala. Torej, ko je premier Peterle večkrat prišel v Gorico, se je dobival s italijanskimi politiki, Brancati in vsemi drugimi. Jaz sem bil kot eden od stražarjev in medtem smo se pogovarjali s temi policaji od Digosa, te tajne službe. In vsakem toliko smo tudi prisostvovali tam pogovoru in vsi ti italijanski politiki so kar naprej, kar sem se strinjal popolnoma, dajte takoj mlade ljudi študirati ven, takoj. Morajo se jim odpreti oči, odpreti srce in tudi pamet, da ne bo zakrnela in pobarvana samo z eno barvo. In nekaj mladih je takoj šlo, ne samo premalo, kot je rekla Helena prej, na 1000 ljudi, pravim jaz, je menjalo 100 ljudi.
1/10 mogoče. In daj ti premakniti takega slona, kot je šolstvo, zdravstvo, da ne govorimo o policiji, sodstvu in tako naprej. In potem jasno, da je odpor pri nekaterih, da niti mrtvemu več ne dovoli, da ga pokopljejo človeško. Ma že 80 let. Od Antigone je prišlo nekaj časa, pa se nismo nič naučili. In zato tukaj bi jaz si želel, da bi malo bolj odločno nastopali desnosredinci in Sveta katoliška cerkev v Sloveniji. Malo več poguma. Ja, uboga cerkev je vedno pod kritiko, no? Ampak jaz mislim, da letos se je izkazala še kar in v volilni kampanji in tudi prej. Ampak da gremo naprej, Marjana, vprašanje je tudi zate. Sicer mi živimo tu blizu ob meji, ti živiš koliko 1000 kilometrov daleč od Slovenije? 12 000. Če te vprašam ravno to o tranziciji, tudi v odnosu do vas, ker vi ste ena občutljiva skupnost, vi ste bili deležni ves povojni čas in tudi po letu 91 psovk, ki si jih ne zaslužite. Mislim, izdajalci povedati nekomu, ki ohranja slovenstvo v taki obliki po 80 letih, je res krivično. Kako ti gledaš na to, kako se družbeno premika Slovenija z tega vidika, tudi v odnosu do vaše skupnosti? Prav, mislim, da naša generacija, ki smo že rojeni v Argentini, nismo tako obremenjeni s tako kategorizacijo, ne? Morda to bolj občuti, prav gotovo bolj občuti, kdor je sam to doživel in so ga potem označili kot recimo izdajalca. Ne? Mi smo rasli v svobodi in v nekem prepričanju, da to nismo bili, nihče nas konkretno v mladih letih, ko si morda najbolj dovzeten ali pa ko te take stvari najbolj lahko ranijo, ne? Nihče nam tega v obraz ni rekel, ne? In morda, ko smo prišli sem, pa se znašli s temi predsodki, ki so še vedno prisotni v slovenski družbi, smo pa že bili pripravljeni, da jih prenesemo brez kakšne hujše posledice, recimo osebne. Je pa seveda potrebno pri tem, da se še vedno dela na poznanju resnice, na informiranju vseh ljudi tukaj v Sloveniji, v zamejstvu in pri nas tudi, ker pri nas tudi peša eno dobro znanje in poznanje vsega, kar se je zgodilo tukaj v Sloveniji takoj po vojni in prej v revoluciji, skozi revolucijo. Ne? To je potrebno, ker se veliko še vedno govori o spravi, vsi si jo želimo, ampak sprava brez resnice je prazna, spet nisem povedala nič novega, ampak to gre skupaj. Ne moremo govoriti o spravi brez resnice. Šele ko bo Slovenija to dosegla, bo Slovenija res tudi svobodna. Ne? Mi smo nekako mislili, morda naivno, da z letom 91, z osamosvojitvijo, se bo to enostavno zgodilo, ne? Da bo jasno kot beli dan, kako so stvari, kaj se je dogajalo takrat. Dobro, ne, stvar je bolj zapletena. Ne? Mi smo bili mladi, drugi niso morda znali dobro oceniti, kako močno je tukaj bilo zakoreninjeno skozi toliko desetletij to krivo učenje zgodovino napiše zmagovalec in prav močno se mora potruditi druga stran, da pokaže drugo plat. In vsaka stvar ima drugo plat. Kot odvetnica vem, da celo vsak kriminal zasluži, da ima branilca v sodbi, ne? Da nekaj pove ali razloži, kaj se je dogajalo, pa čeprav je še tako kriv. Ne? Vsak ima svojo zgodbo, ki jo mora povedati. Ja, se problem resnice je ravno v tem, da bi bilo treba poznati resnico. Jaz mislim, da v zadnjih 35 letih je išlo ogromno knjig, esejev, pričevanj in tako dalje. Resnico je treba tudi sprejeti, ne samo poznati. In ta je glavni problem. Ja, resnica je bila v veliki meri zapisana, ali pa dobro,
resnica posameznega človeka, recimo. Ne? Veliko ljudi, ki so največ pretrpeli, je odšlo iz Slovenije, ti, ki so preživeli vse mogoče posledice in nasilje revolucije, so zapustili Slovenijo in v svobodi vsak je zapisal svojo zgodbo, recimo. Ne? In je bilo zapisano marsikaj, kar seveda je bilo tukaj čist prepovedano v Sloveniji, ne? Ampak te stvari so se iz prve roke ohranile. Seveda, vsaka osebna zgodba ni cela zgodovina, ni objektivna zgodovina. To se je tisti čas pisalo zunaj, danes morda med nami močno topeša, je pa v Sloveniji lepa skupina zelo dobrih profesionalnih zgodovinarjev, danes tukaj vidim najmanj 2, in ki znajo to, ki to poznajo celoto, znajo to analizirati, razložiti, ne? In s tem kupom osebnih zgodb plus dobrim poznanjem celotnega dogajanja znajo napisati neko drugo zgodovino, ne? Česar mi danes nismo sposobni. Sedaj bi še eno temo pomembno, že ker pač Društvo Podgora in vsi mi, ki se zbiramo okoli goriških večerov, smo zavezani cerkvi in katolištvu. Prej sem rekla, da brez cerkve slovenske identitete, take kot je, si ne moramo predstavljati in verjetno tudi slovenske države ne bi bilo. Danes nas učijo, da na Zahodu, vsaj ne vem kako je v Argentini, tudi verjetno, da živimo v eni duhovni puščavi. In ne vem, koliko je, ravno kot smo prej govorili, koliko je tega v medijih in koliko je potem dejansko v družbi, ker potem v resnici vidimo, da so nekatera naša občestva soživa, ne vem, v Španiji, ki so nas učili, da je ena ateistična država postala, je 500 000 mladih bedelo s papežem. Sedaj tole vprašanje začnemo s tabo, Marjan, ker si pač poklicno usposobljen. Z kakšne družbe prihajaš ti, oziroma ta svet, ta nas goriški svet, ta, ne vem, širša regija, vzemi še Istro noter, z kakšne družbe z duhovnega vidika prihajaš in kaj smo mi tu? Jaz sem vedno poslušal, kako je ta čas, tisti čas, vedno sedanjost, najtežji čas. Ja, zagotovo zame, zate, ki živiš zdaj, je to najtežji čas, ker nisi bil ne prej, ne pozneje. Ampak jaz pravim, da v zgodovini so bile krize. In politične, in gospodarske, in tudi duhovne. Kako so se rešile? Je Bog poslal nekoga, ki je to rešil na preprost način. In sveti Frančišek, ko je vse propadalo, je prišel, je začel prositi okoli, so videli, da živi od Božje milosti, da živi v zaupanju Boga. In so rekli, to tukaj je malček neumen, ampak nekaj ima v sebi, ker vztraja, ker zbira okoli sebe prijatelje in jih je izbral veliko. In zato mislim, da kadarkoli gledamo na kakšno krizo, potem turški časi, potem kreganja med svetno in cerkveno oblastjo, se je vedno nekdo našel, ki je dvignil moralo. In zato mi pri vsaki maši malo preslišimo tisti klic pred povzdigovanjem kvišku srca. In mislim, da je to tisti ključ, tisti password, ki nam ga Bog daje danes v roke, meni, tebi, da vsak na svojem koncu odklepa, odpira, razširi. In gotovo, da ne brez potrpljenja, ne brez žrtve, ne brez vztrajnosti. In tu je evangelij, ki se konča, je enako vesela novica, veselo sporočilo. In v vsakem trenutku vedno najdemo nekaj. Se spomnim, ko smo mulci na Koprskem, vedno tudi svetopismo razlagali po svoje, zamenjavali vrstni red besed, so prišle ven čisto blasfemične stvari, ampak tudi take preproste stvari. Kako mi pridemo do Boga? Ravno tako kot on do nas. Če je on sonce, kdo sprejme
žarke, tisti, ki se izpostavi, gotovo po pameti, kakor sonce, materialno. Ampak tisti, ki se skriva, ki beži, ki ne opravlja svoje dolžnosti, ne more biti. In kaj naredimo? Bomo obupovali? Ne, se prijmemo za roke in gremo naprej. On nam, mi njemu. Kaj se zgodi, če nekdo pade ven, če mu ni všeč to? Ga pustimo tam nekaj časa. Ga gremo poklicati zopet. Mogoče bo prijel in bo stopil v krog in bomo šli naprej. Hoče priti nekdo drugi, zaradi našega pričevanja, zaradi naših besed, zaradi našega ustrajanja v dobrem, tudi če te kdo bije po licu, makar mu daš drugo lice, potem nimaš več kaj, moraš reagirati na nek drugi način, mu nastaviti mogoče eno močnejšo besedo. In tudi Jezus je vzel bič in razgnal tiste, ki niso delali to, kar bi morali v templju. Torej, po pameti pravim jaz, da je treba pristopiti k krizi in jo reševati z ustrajnostjo. Ni druge kot ustrajnost. Božja mast je, Bog je tisti, ki se z njo maže, ampak je to edini način. To je bil ključ, vedno gledamo nazaj, je to rešitev. In ni treba, da nas je dosti. Kjer sta 2 ali 3 zbrani v mojem imenu, sem jaz sredi med njimi. Ja, se spominjam enega lepega večera, ki smo imeli z Ivanom Štuhecom in je rekel, kakšna kriza, mi tukaj nismo v krizi, tisti, ki so zunaj, so v krizi, ne mi. Tako da res to drži. Helena, vprašanje tudi zate. Cerkev v Sloveniji je bolj pričevanska kot tista v Italiji, ker pač biti katoličan, biti zaveden katoličan, ki tudi javno kaže to svojo vernost, je bil vedno problem v Sloveniji. Poznamo pojem drugorazrednosti, poznamo šikaniranja, Marjan je tudi to omenil. Mi smo bolj sekularizirani na tem našem koncu v Sloveniji, jaz večkrat občutim eno bolj globoko vernost, prav zaradi pač te polpreteklosti. Kakšna je danes cerkev v Sloveniji, tista z malo in tista z veliko začetnico? Ja, realnost slovenske cerkve na Slovenskem je zagotovo močno zaznamovana zaradi dogajanja v zadnjih 80 letih oziroma prvih 40 in teh drugih 40, ko je bila, kot si že prej rekla, cerkev sovražnica številka 1. In to je bilo na vseh nivojih, je bila ne šikanirana samo duhovniki, ampak tudi ljudje, ki so hodili k maši, ki so sploh ni bilo predstav, da bi javno izražal svojo vero. Zakaj to omenjam, čeprav vprašanje je bilo iz danes? Ker je to slovenskega katoličana močno zaznamovalo. Danes, še posebej tudi starejša generacija slovenskih katoličanov, se bolj udobno na nek način se zdi počuti v sami cerkvi, ali kot smo rekli, včasih uporabljali v zakristiji, kamor so jih želeli pač prejšnja oblast, pa tudi potem tudi ta desetletja po slovenske osamosvojitvi pospraviti. Je pa, kar sama opažam in sem tega zelo vesela, da mogoče številčno res pada, število katoličanov v Sloveniji pada, ampak med mladimi pa je čutiti eno novo samozavest. Novo samozavest mladega katoličana, ki ne vidi razloga, zakaj bi ne smel stopiti v javnost in zastopal svoje stališča oziroma brani tudi pokazati svojo vernost. Zelo recimo v zadnjih letih se je to odrazilo tudi recimo v pohodu za življenje, ki je organiziran tako v Ljubljani, v Mariboru, v Kopru. In če pogledate to obraze, tam je zelo veliko mladih, tudi mladih družin. To je recimo se pokazalo tudi recimo zdaj v referendumu proti evtanaziji oziroma zakonu, ki je uvajal pač pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. In to zbuja, vsaj pri meni, ko gledam te mlade, res eno upanje. Seveda, ker se vidi, da postaja cerkev ali pa ostaja in postaja zopet bolj živa. Da si pač mladi čutijo, zakaj ne bi oni tudi sooblikovali našega prostora, tudi javnega prostora, zakaj ne bi z velika pač tega, kar nas vera uči, vrednote, ki jih znotraj vere sprejemamo, vidimo in so del nas, zakaj ne bi teh vrednot
enakopravno ali pa enakovredno postavili bok ostalim drugim in potem obličnosti oziroma tako tudi oblikovali javno življenje. Tako da tu se mi zdi, sama sem kar rekla, tako lepo, pač to je tudi svetovni trend, je v resnici na nek način, že omenila si Španijo, v zadnjih letih je velik porast katehumenov v Franciji, ki je pač zelo sekularizirana država, se pravi, vse te stvari spreminjajo in v Sloveniji se tudi. Mogoče je tako, tudi naše vodstvo, če rečem naši škofje, se počasi tudi učijo tega, da je prav, da se postavijo tudi načelo včasih tistih načelo stvari, kjer moramo mi pač kot cerkev jasno povedati, kaj je prav in kaj ne. Zakaj ne bi povedali tega? Ne? Zakaj bi se bali tega? A ne? Smo še daleč od rodeta, ampak dobro. Torej, jaz težko pridigam o ljubezni. Če prej ne spregovorim o resnici, o pravici, o poštenju, kam naj obesim ljubezen? Ja nimam kam obesiti. Na te stvari jo pa. In to, te tri in druge kreposti, lahko oplemenitim z ljubeznijo, z veliko ali z majhno začetnico, kakor hočeš. In zato jaz sem optimist. Bog je vedno svoje, kot sem rekel prej, svoje krize reševal in bo tudi to našo sedanjo. Boljše bi bilo, če bi nas bilo še več, da bi mu pomagali v tem njegovem delu, da bi mu olajšali, ker je šel na križ še enkrat, zadosti bi bilo, čeprav je pripravljen, bi šel še naprej. Zato sem si jaz na začetku moje duhovniške poti izbral preplonkal svetega Pavla, ki je zapisal pismo Filipljanom, veselite se. Prihaja iz Evangelija. Prosite, ne bojte se in zahvaljujte se. In Božji mir, ki vsak razum presega, bo kraljeval v vaših srcih. Sem miren, sem še kolikor toliko pri moči in tudi vesel. Hvala Bogu. Marjana, še ti vprašanje o slovenski cerkvi v Argentini. Sedaj vaša skupnost je na vir je slonela vaša skupnost. Če ne, si ne moremo niti predstavljati vse to, kar so oni pretrpeli po begunskih taboriščih in potem, ko so prišli v Argentino. Če ne bi imeli tega daru vere, globoke vere, ne bi preživeli, že takrat ne, kaj še po 80 letih. Ogromno duhovnikov je šlo v Argentino, vsi kardinali razen misije prihajajo iz domstva, tudi ta zadnji, recimo slovenskih korenin ali slovenski Bokalič je vaš. Danes imate še vaše slovenske duhovnike, pa tudi vi črpate, kot mi črpamo vse duhovnike iz matične domovine. Kako pa je vernost med Slovenci v Argentini? Poznamo vaše romanje v Luhan in podobno, ampak ne vem, maše tedenske, poklici, obiskovanje in pa vernost tudi tista globoka. Slovenska skupnost, ta, ki je odšla v Argentino ali tudi v druge države, ne, je nedvomno posledica dela velikega števila duhovnikov, ki so z njimi bežali in jih spremljali. Verjetno je vse to prvič tako se močno videlo v tistih nočeh, ki so jih preživeli v Vetrinski cerkvi, ko so prejemali novice o tem, kaj se dogaja z vrnjenimi domobranci in drugimi, ki so z njimi ušli tja v smrt. Ne? In kaj je naredil Slovenec v tistih časih? Zatekel se v cerkev in molil, premolil vse tiste noči, dokler dobro niso nekako očitno prišli malo k sebi in začeli spet delati. Ne? In to je v Argentino prišlo veliko število duhovnikov, oni so bili pomemben dejavnik pri nastajanju skupnosti, vse je nastalo okrog tega. To tudi ne pomeni, da ni bilo
nevernih med Slovenci, ki so odšli tam, ali pa da nekateri niso izgubili vere, ampak dobro, na nek način so se obenem oddaljili od skupnosti, ki je zaznamvana s katoliško vero. Ne. Skoraj vsaka večja prireditev začne s svetomašo, z molitvijo, torej komur tem to ni blizu, se oddalji. Dejstvo je, da tudi danes skupnost ne samo zaradi vere, ampak dobro, ni ravno najbolj številčna v svoji zgodovini, recimo. Ne. Danes je novih duhovnih poklicev zelo malo, tudi mi imamo to krizo kot ni otrok v Argentini nasplošno, ne v Argentini tako kot majhna številka. Ne. V 10 letih je rodnost v mestu Buenos Aires padla za 40%. Ne vem, če je kje drugje tako strmoglavila v tako kratkem času. To se pozna tudi v slovenski skupnosti, plus poklicev je pa itak manj. Ne? In danes ne samo, da skupnost ne pošilja duhovnikov v Slovenijo, kot jih je skozi mnoga leta, ampak imamo pri nas na delu dva duhovnika iz Slovenije. Ne? Kar se nam še vedno zdi pomembno in potrebno, da so naši mladi in mi starejši in stari ljudje tudi oskrbovani slovenskim duhovnikom, ker čeprav nam je slovenstvo ogromna vrednota, vemo, da je vera še nad tem, ne? Presega te narodnostne meje. In skrbimo za naše mlade in tudi v veliki meri je še vedno skupnost neka oaza, kjer se versko življenje malo bolj intenzivno doživlja kot v argentinski skupnosti nasploh. Upamo, da nam bo uspelo, da bo tudi našim mladim uspelo to ohraniti, ker to je najvišja vrednota v življenju. Ne? Jaz bi vseeno še eno stvar dopolnila oziroma dodala, da pokažem, kako res posebna je slovenska skupnost v Argentini. Ko je rekla Marjana, da tudi slovenska skupnost je dala veliko duhovnih poklicev, čez 70 v teh 80 letih, in ne samo to, slovenska skupnost, ki danes šteje vsega, bi rekli, nekaj tisoč ljudi, imajo 3 bogoslovce. Se pravi, skupnost 3 do 4 tisoč ima danes 3 bogoslovce. Če bi to prenesli recimo na slovenski prostor, na Slovenijo z 2 milijonoma prebivalcev in delili, koliko duhovnih poklicev bi morali imeti. Se pravi, da še živi noter, še je v tem smislu ohranja pač tisto duhovno bogatstvo, ki so jo nesli s seboj. Tako da je še vedno vzgled, naš vzgled lahko in pravzaprav res ena taka spodbuda, da vidimo, kaj nosi slovenski narod pravzaprav v sebi. To vidimo pač pri vas. Sedaj tukaj mi 4 nobeden ima ure, zdaj ne vem, koliko časa je že, ampak ne vidim, da bi zehali ljudje. Nimam tega vtisa, ponavadi je ta signal. Koliko? Torej smo že precej časa. Bomo dali priložnost publiki, če hoče kdo še kaj povedati, ali vprašati, dodati. Če ne, lahko zaključimo še z zadnjim krogom, krajšim mogoče, ali ne vem. Kaj želite Sloveniji 35 let po osamosvojitvi? To osvoboditev, ki je težja kot osamosvojitev, je rekel Janša v svojem govoru, sedaj na državni proslavi. Začnemo pri Marjani, začneš ti. Kaj želiš matični domovini? Ja, na prvem mestu mir, ki je morda nekaj časa zgledalo, da je nekaj samoumevnega, da je to že doseženo, pa danes vidimo, da to ni, da nikjer na svetu ni mir, ni varen, nismo gotovi. Torej, prva želja je vedno ta. Potem pa, dobro, res slovenskemu narodu, da doseže tisto spravo, pa ne samo v zvezi s tem, kar se je dogajalo v teh težkih časih revolucije in vojne, ampak narod je ostal predvsem zaradi tega razklan in dobro, mislim, da si že zasluži nekaj boljšega, da si zasluži neko prijetno, mirno, prijazno sožitje. In iz našega vidika pa seveda, da nam uspe
res postati to, kar včasih tako malo zdeklamiramo, ne, neki enakopraven in opolnomočen del slovenskega naroda, ker to piše v ustavi, ne. Dobro, da to do konca razumemo, kaj to pomeni, da si to zaslužimo, da delamo za to, da si bomo to res zaslužili in da nam Slovenija to prizna, pa tukaj ne gre samo za podpore in denar, ampak prvič za priznanje, za enostavno poznanje in priznanje te pravice. Hvala, Marjana. Helena, kaj zaželiš ti Sloveniji 35 let po samostojnosti? Ja, bom kar nadaljevala to, kar je Marjana končala, ker se tem željem, ki jih je izrekla, zelo pridružujem. Dodajam še mogoče dve. Ena je ta, da ne samo naše Slovence po svetu, ampak da vse tri Slovenije v bistvu pravzaprav tudi matična domovina doživi kot svoje in sprejme kot svoje in jih zaživi kot del naše realnosti. Ker to vidimo, ker smo danes tu v Podgori, vidimo, kako center ali pa središče, glavno mesto in pa Slovenija kot matična domovina na nek način pozablja na naše Slovence zunaj meja in se mi zdi, da to je ena taka, da sprejmemo in vseh še 500 milijona, kot pravimo, da nas je po svetu kot del ene velike družine. Druga stvar, gotovo pa želim, da bi tudi slovenski narod se začel zopet ceniti življenje, da bi bil odprt za življenje in da bi se v vseh teh talentih, sposobnostih, ki jih je nosil v sebi in se pokazali v številnih odličnih možeh in ženah, ki smo jih skozi stoletja lahko njihove zgodbe občudujemo, vidimo, da bi vsa ta žlahtnost našega naroda na nek način v tej prerasla oziroma oplemitila, ta razkol, ki je v nas in nas duši, nas vleče nazaj, poskušala nekje odpraviti in da bi res v tem zaživeli. Ker se mi zdi, da zdaj bi lahko cel večer namenila temu, kako smo Slovenci res izjemen narod, pa ne zato, ker sem jaz pač slovenskega naroda, ampak če gledate zgodovino, Slovenci res izstopamo v tem, kar smo bili tako številčno majhni in imamo vrhunske in smo imeli vrhunske, zdaj se reče znanstvenike, kulturnike, danes smo športnike. Se pravi, nekaj je v nas odličnega, da bi to odličnost, to izjemnost spet v polnosti kot narod zaživeli in da bi ta odličnost se odražala tudi v enem takem prosperiteti slovenske države, da bi bila to res dober kraj za življenje vseh ljudi, ki živijo znotraj slovenske države in pa tudi naših rojakov zunaj. Hvala, Helena, za te zelo lepe besede. Sicer bi veljalo tudi povedati, da Slovenija zgledno skrbi za Slovence, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije, če primerjamo z Italijo, naprimer, glede pozornosti, glede prisotnosti, glede ministrstva, glede urada in tako dalje. Tako da tudi z tega vidika smo lahko, je ena od odličnosti. To je res, ampak pač je pa tudi zavedanje, da obstajajo. Da ljudje, ki pridejo iz Ljubljane, ne pridejo na Monte Lušari, ne pridejo v Udine, ampak pridejo v Videm in na Svete Višarje. Mislim, sliši se banalno, ampak to odraža ta zajetje skupnega slovenskega enotnega prostora. Marjan, beseda še tebi za voščilo in zaključek. Jaz sem dosti časa preživel po svetu, na vseh kontinentih, več ali manj, tudi na Grenlandiji, en mesec. In ko sem prišel domov, sem prišel vesel. Zato bi želel, da mama Slovenija bi bila res mama vsem trem Slovenijam doma, zamejstvu in zdomstvu. In da bi vse obravnavala enako, z enako ljubeznijo, je enako največ, kakor ena mama v družini. Nima enega rajšenega manj rada, ampak vse ima najbolj rada, kar se da, kar njemu pripada. Po njegovih sposobnostih in Slovenci smo iznajdljivi.
kamorkoli sem prišel, vedno, Slovenija. To so znali vse povedati o Sloveniji. Na športnem, gospodarskem, tem in onem področju. In mi pa, posebno od Rožne doline naprej, rajši zavidamo nekomu. Fovšija, znana slovenska najcrkne krava sosedu. Ampak če bi to uspeli premagati, bi lažje premagali tudi druge. Bi pokopali svoje mrtve, bi dali priznanje vsem, ki so si ga zaslužili, bi rekli komu, ki si ga ne zasluži, tudi kakšno bolj na glas, da naj si ga zasluži. Kadar si ga bo zaslužil, takrat bo dobil. Zato je zdaj viking krik pri tistih, ki si do zdaj niso služili svoje stvari, bodo zdaj prikrajšani. In jaz upam, da bodo, da se pravica, resnica uskladi z ljubeznijo. Torej, hvala lepa vsem trem sogovornikom. So bili odlični sogovorniki, sem rekla, ne? Okay. Za ta zelo lep pogovor, za vse izrečene misli, želje, analize in tako dalje. Daniel, boš pozdravil ti sedaj na zaključku, na koncu, pozdravim jaz, napovemo meni, vse meni. Okay. Torej, hvala našim gostom iz treh Slovenij. Smo slišali tudi melodioznost jezika drugačno, ne? Pač argentinsko, dolensko, lahko, in pa istrsko, goriško, dej. Tako. Hvala publiki, da nam je sledila, da je prišla tudi v Podgoro in vsem, ki ste se udeležili današnjega večera, uspešno dobili tudi parkirno mesto, ki mislim, da tu je problem. Sedaj napovem še naslednji večer. Govorili smo veliko o argentinskih Slovencih. 18. julija bomo ponovno tu v Podgori, če se strinjate in če vam je tu lepo. Bomo imeli maturante, to so dijaki, ki obiskujejo sobotno šolo v Buenos Airesu, z razliko od sobotnih šol drugih zdomskih skupnosti po svetu. Te so sobotne šole, ki so v slovenskem jeziku, torej se ne učijo slovenščine, ampak v slovenskem jeziku se učijo zgodovine, drži? Ja, dobro. In potem imajo pač to maturo in pridejo na enomesečni obisk v Slovenijo, kjer so 2 tedna na tem tečaju slovenščine v Ljubljani in obiskujejo domovino prednikov. 1 dan ali 2 dni, tako kot pač uspe vsako leto, je odvisno. So gosti tudi pri nas, poznavajo naše zamejstvo, peljali jih bomo tisti dan od Trsta do Sabotina do Gorice in potem zvečer bodo nastopali v soboto 18. tu v Podgori. Imajo en krajši ali daljši nastop, to se bomo še zmenili, 15 je letos in bomo imeli tudi en pogovor z nekaterimi voditelji in z nekaterimi temi mladimi. Torej ste vabljeni tudi 18. da pridete sem ob 8:30. In tako kot je bilo z Marjano, tako bo lepo tudi z njimi, ker res je krasna mladina. Jaz bom samo reklamo naredila, res pridite, ker so čudovita mladina, letošnja skupina je res izredno lepa in na nek način z vašim obiskom, ko pridete sem, tudi vi pokažete, da vam je mar za naše Slovence, naše mladino v Argentini, ki si pač trudi ohranjati to slovensko besedo. Tako da, moram iz urada, moram še to predati, res ne bo vam žal.